Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Po sredini oktobra, ko so nazadnje igrali prvenstvene obračune v tretji ligaški konkurenci, smo vendarle dočakali povratek leteh na igrišča. Naše kamere pa bodo pospremile obračun vodilnih ekip na prvenstveni lestvici, domača Bistrica gosti Rogaško. Za začetek hitra predstavitev spremenjenega tekmovalnega sistema za nadaljevanje sezone. V naslednjih dveh tednih bomo prvotno pospremili dve zaostali tekmi iz prvega dela prvenstva, nato pa sledi razporeditev prvenstva na dve skupini in sicer na skupino za prvaka, kjer bo nastopalo prvih 6 ekip in pa skupino za obstanek, v kateri bodo igrala moštva od 6. mesta navzdol. Ekipe bodo v obeh skupinah odigrale po eno tekmo med seboj in na koncu bomo vendarle dočakali moštvo, ki bo osvojilo naslov v tretji slovenski nogometni ligi. Predstavim še obe začetni postavi pri domačih vratih Dabanović, v obrambi z leve proti desni Ribič, Vidmar, Rozman in Pušnik, v vezni vrsti na položaju zadnjega zveznega nogometaša Horvat, pred njim dvojec Kristelj in Bračko, v napadu pa Kovačič, Kapun in Polegek, trener domače zasedbe je Simon Dvoršak. Pri gostih iz Rogaške po vratih Wunderl, v obrambi z leve proti desni Rešek, Mraz, Čuček in Zdovc, zadnja vezista sta Golob in Rokavec, pred njima Ferčec, v napadu pa Neskič, Plojter, Pavlović, strateg zasedbe z Rogaške je Franc Friedl mlajši. Sredine igrišča bodo krenili nogometaši v belo-črni športni opremi, govorimo o zasedbi Rogaške, medtem ko bodo domači ta dvoboj odigrali v svojih tradicionalnih dresih rdeče barve. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna, glavni delilec pravice je Bojan Tkalčič, njegova pomočnika pa Jure Sužnik in Mitja Bombač, delegat tekme pa je Vlado Močnik. Ekipi sta do sedaj, kar se tiče prvenstvenih tekem oziroma na splošno odigrali 12 tekem, 8-krat so se zmage veselili Bistričani, 4-krat pa nogometaši Rogaške. Zanimivo pa je to, da na obračunih teh dveh ekip še vsaj zaenkrat nismo videli neodločenega rezultata, v gol razliki pa je trenutno 23-15 v prid Bistrice. Rešek takoj spodajal napad, kjer je Ploj takoj za začetek že prva manjša priložnost za goste. Videli smo, da bo Rogaška igrala zares agresivno in iskali bodo ta vodilen zadetek, s katerim si bi olajšali zadeve pred nadaljevanjem tega obračuna. Bistričani v tej sezoni še ne poznajo poraza oziroma niso oddali še nobene točke. Na 9 tekmah 9 zmag, 27 osvojenih točk, na drugi strani Rogaška druga z 22 točkami, 7 zmag, 1 remi in pa 1 poraz. Dabanović proti Horvatu, lepo Horvat, še vedno Horvat v samostojni akciji. Horvat je lepo prenesel žogo iz svoje polovice naprej, izsilil prekršek gostujočih nogometašev. Bračko. Izpostaviti je potrebno tudi to, da pri domačih manjkajo prvi 3 strelci. Res veliko smole pred začetkom oziroma pred nadaljevanjem prvenstva za Bistričane. Bomo videli, ali se bo danes ta izostanek najboljših strelcev pri Bistrici poznal. Po uvodni priložnosti za Rogaško so Bistričani stopili na žogo, želijo umiriti zadeve. Vidmar, Rozman, Bračko, še vedno Bračko, z dobro obrambno reakcijo se je tokrat izkazal Čuček. Horvat,
na nje pritisnil Ploj, pravočasno Horvat na desno stran proti Pušniku, ta z visoko podajo, kjer je našel Kovačiča. Znova je tu Pušnik, najvišji v skoku. Ostojoči nogometaši, a hitro znova do posesti Bistrica. Vidmar mirno vrača Rozmanu. Ta z visoko podajo na desno stran, kjer je iskal Polegeka. V protinapad je potegnil Ferčec, pravočasno tokrat domačini. Na levo stran, kjer se odkriva Neskič, dovolj hiter slednji. Ferčec, še ena priložnost za goste, brez prekrška, kljub temu, da so le tega zahtevali nogometaši Rogaške. Pavlović, še vedno Pavlović, meša vse Horvat, na koncu pa grob prekršek Horvata. Oziroma na koncu je sodnik Tkalčič dosodil prekršek nad Horvatom, ki je bil storjen pred. Ribič. Horvat. Bračko, manjši nesporazum, to da do posesti Pušnik z velike razdalje, brez nevarnosti za gostujočega vratarja Wunderla. V teh uvodnih 6 minutah sicer posest nekoliko na strani domačih, vendar le dve manjši priložnosti pa so imeli gostje, ki imajo sedaj tudi podporo izven seveda tribun. Polegek, še vedno v posesti Polegek, na koncu Golob. Golob s prenosom na levo stran. Rešek takoj spodal napad proti Ploju. Brez nevarnosti za vratarja Dabanoviča. Znova v posesti domači, tokrat prekršek Ploja. Rozman proti Horvatu, ta znova vrača Rozmanu. Kapun se je odločil za strel, nekoliko presenetil vratarja Wunderla, ki je na koncu vendarle uspel obraniti ta poskus domačih. Prvi strel tudi strani Bistrice na tem obračunu v 7. minuti oziroma v začetku 8. Kot že rečeno, Bistrica zaenkrat še ne pozna poraza oziroma še ni oddala niti ene same točke. Vseh 9 zmag oziroma teh 9, 7 je bilo, bi lahko rekli, kar gladkih oziroma brez večjih zapletov.
V 8. krogu edino proti Zrečam z 2-1 in 4. proti Dravogradu z 1-2. V vseh ostalih primerih pa niso imeli večjih preglavic s svojimi nasprotniki. Na drugi strani pa Rogaška 7 zmag, 1 remi in 1 poraz. Tega so doživeli v 2. krogu na gostovanju proti Dravinji s 3-2. Remizirali pa v 7. krogu proti Dravogradu z 0-0. Tokrat Rokavec na mestu. Iz avta Ribič. Lepo se obrnil Kapun. Znova na levo stran proti Ribiču. Ribič v samostojni akciji. Ribič s predložkom. Vključeval se Polegek, vendar pravočasno oziroma ne dovolj natančna podaja Ribiča in brez težav za vratarja Wunderla. Večino teh napadov v začetku obračuna pri Slovenski Bistrici poteka po levi strani, kjer je Ribič že nekajkrat dokazal, da gre za zelo kvalitetnega, hitrega nogometaša. No, poskus proti napada Rogaške. Neskič. Rokavec proti Golobu. Na desno stran lepo Golob, videl je, kako se je v napad vključil Pavlović na mestu Ribič. Najvišji v skoku Mraz, znova Golob. Pavlović, iskal je Ferčeca. Dovolj hiter na koncu Bračko, vendarle out za Rogaško. Čuček. Iskal je nov prehod oziroma hiter prehod na desno stran, kjer se je odkrival Pavlović, a na koncu preslaba podaja Čučka. Čuček v bloku, Kovačič, Golob, Horvat. Horvat vrača Ribiču. Brez prekrška nad Horvatom. Na levi strani je imel veliko prostora Neskič, tudi leta je bil v prepovedanem položaju. Bračko. Mirno Rešek do Wunderla. Nova visoka podaja v napad gostov. Ferčec, tokrat na mestu Rozman. Vidi se, da je ta obračun res zelo pomemben tako za ene kot za druge. Brez večjega tveganja, vsaj za enkrat seveda. Pavlović, lepo se je znašel Pavlović. Ploj. Golob.
Golob optimistično, z velike razdalje, brez nevarnosti za vratarja Dabanoviča. Teče 13. minuta prvega polčasa. Pavlović, lepo so odigrali to gostje, toda še enkrat več v obrambi Rozman. Bračko, Horvat, prekršek na koncu Ferčeca. Horvat vrača Vidmarju. Znova Vidmar. Še enkrat več domači umirjajo situacijo na terenu. Pušnik, nesporazum Bistrice. Znova nekaj prostora za goste, ki zelo lepo in hitro odigrajo proti napad. Pavlović tokrat nenatančen pri oddaji žoge. Rešek, Ploj. Ploj v samostojni akciji, Ferčec. Vrnil se Pušnik. Kapun z visoko podajo naprej. Brez težav za vratarja Wunderla. Visok pritisk Kapuna se je na koncu izplačal in s tem na nek način prisilil vratarja Wunderla, da je žogo nastreljal v out. Najboljši strelec Slovenske Bistrice v letošnji sezoni je Nejc Bračko z 8 zadetki. Sledita Šlah s 7 in Jaša Martinčič s 6. Po 2 sta dodala Enej Kapun in Žan Kovačič. Na drugi strani pri Rogaški pa najboljši strelec je zaenkrat Stefan Anđelić s 4. Drugi je Tim Golob s 3. Tretje mesto pa si delijo Andrej Pavlović, Ivan Jurkić in Denis Šmigoc z 2 zadetkoma. Tudi udarec iz kota za Slovensko Bistrico. Ali lahko domači prvič na tem obračunu resneje zapretijo z tega standardnega položaja, previsoka podaja za vse domače nogometaše je bila to. Pušnik, tudi Pušnik brez konkretne podaje v kazenski prostor gostov. Ribič na koncu z manjšim tehničnim lapsusom in out za Rogaško. Ferčec, še vedno Ferčec, močan je na žogi Ferčec, lepo na levo stran, kjer se je v priložnosti znašel Neskič, na koncu brez srečnejše nevarnosti oziroma mirno je vse skupaj razrešil Dabanović, prekršek Polegeka. V teh trenutkih Rogaška prevzema pobudo na terenu. Hitro zapravljen napad v tej situaciji za Rogaško. Trenuten izid seveda 0:0. Bolj ugaja, če lahko tako rečem, Bistrici, ki ima 5 točk prednosti na prvenstveni lestvici. Nespametna poteza sedaj domačih. Pavlović pred vrata. V priložnosti na koncu Ferčec, a brez zadetka.
Na koncu zgolj kot za goste. To so napake, ki obračune takšnih ekip, ki sta na enakem visokem nivoju, lahko na koncu tudi odločijo zmagovalca. Pavlović, pravočasno izvrat vratar Dabanović. Še enkrat več Pavlović, tokrat pa z glavo. Poskus gostov in znova zgolj kot, res zelo, zelo nevarno je bilo sedaj pred domačimi vrati. Še enkrat več iz kota Pavlović. Podobna situacija kot pri prvem udarcu iz kota. Nespameten prekršek pa na koncu Kristla nad Pavlovićem in prosti strel sedaj za Rogaško. Ali lahko gostje ta manjši pritisk kronajo z vodilnim zadetkom na tem obračunu? Izvajalec prostega strela Pavlović, oziroma pripravlja se tudi kapetan Rokavec. Vendarle Pavlović se je odločil za direkten strel na vrata. Gostje zahtevajo igro z roko in posledično najstrožjo kazen. Piščalka sodnika Tkalčiča je ostala nema. Priložnost sedaj za protinapad domačih, ki pa niso pametno to odigrali. Na koncu prekršek Ferčeca nad Horvatom. Prosti strel sedaj za domače moštvo, izvedel ga bo Kristl. Ribič proti Kovačiču. Veliko prostora znova za goste, za protinapad, tokrat ne tako uspešno kot v prejšnjih primerih. Pavlović z diagonalo na levo stran, kjer se odkriva Ploj. Izbija na koncu Pušnik. Rogaška predvsem blesti s temi hitrimi prenosi v napad, oziroma s hitrimi protinapadi, kjer so si do sedaj priigrali tudi 2-3 lepe priložnosti za vodilen zadetek. Tokrat v samostojni akciji Ploj, na koncu pa tretji udarec iz kota za goste. Tokrat je sam v kazenskem prostoru ostal Čuček, a brez nevarnosti za vratarja Dabanovića. Znova hitro zapravljena posest domačih, ki v teh zadnjih 5-10 minutah nikakor ne uspe vzpostaviti ravnotežja na igrišču. Pritisk oziroma Rogaška na nek način iz minute v minuto igra bolje, stojijo više, pritiskajo na vrata Dabanovića.
v samostojni akciji Neskič. Kovačič. Udarec v glavo je sedaj prejel eden izmed domačih nogometašev. Tudi v preostalih tekmah tega 10. kroga spremljamo kar nekaj zanimivih dvobojev, na primer s sosedom na lestvici, ki se bo pričel nekoliko kasneje, bo potekal v Prevaljah, kjer bo Korotan gostil Podvince. Ekipi sta na lestvici trenutno na 8. in 9. mestu, a obojni zaenkrat pri 10 osvojenih točkah na dokaj varni razdalji pred mesti, ki vodijo v nižji rang tekmovanja, a zaostanek pred mesti, ki pa vodijo v skupino za prvaka, pa je zagotovo nekoliko prevelik, da bi lahko realno upali na takšen podvig. Obračun moštev, ki sta v povsem drugačnem položaju, pa poteka v Zrečah, kjer domači gostijo Dobrovce. Zrečani zaenkrat na 5. mestu s 16 osvojenimi točkami, še vedno na položaju, ki vodi v skupino za prvaka, a še niso čisto varni, bi lahko rekli, pred izpadom iz te skupine, če se lahko tako izrazim. Dobrovce na drugi strani pa zadnje zgolj 3 osvojenimi točkami, pred njimi je zagotovo res težak boj za ohranitev tretjeligaškega statusa. Tokrat je imel nekaj težav s prejemom žoge Kapun, ki je na koncu hitro ustavil poskus proti napada gostov. Pameten prekršek domačega napadalca, bi lahko rekli. 25. minuta sreče, rumeni karton na strani Kivdijevi Bistrica. Šampion, ki še lahko upa na uvrstitev na prvih 6 mest, saj zaenkrat zaostaja za 4 točke za 6. mestom. Gosti v Dravogradu, ki je 4. in ima 16 točk, se pravi res zelo pomemben dvoboj tako za ene kot za druge. A za šampion na tistem obračunu šteje samo zmaga, Dravograjčani pa bi zagotovo že bili zadovoljni z osvojeno točko, s katero bi na nek način tlakovali pot v skupino za prvaka. Travinja, ki je zaenkrat še na zadnjem mestu, ki vodi v ta zgornji del, se pravi na 6. Gosti Videm, ki je na predzadnjem mestu, in podobno kot Dobrovce jih čaka zares krčevit boj za obstanek. Dejansko pomemben obračun tako za ene kot druge, zmaga pa je zagotovo bolj nujna za Videmčane. Ploj lepo na levo stran, kjer se je odkrival Rešek, tokrat se je v obrambi izkazal Pušnik. Out na koncu za Bistrico. Še ena tekma dveh ekip, ki sta v povsem drugačnem položaju, poteka v Šmarjah, kjer domači gostijo Cirkulane. Šmarje na 10. mestu s 6 osvojenimi točkami in so v krogu 3 ekip, se pravi Šmarje, Videm in Dobrovce, ki jih, kot vse kaže, letos čaka krčevit boj do zadnjega za obstanek. Cirkulane pa so nekoliko presenetile v tej sezoni, zaenkrat 3., a imajo 16 točk, kar 3 ekipe jih imajo toliko, od 3. do 6. mesta, in še niso povsem varne, oziroma si še niso zagotovili mesta v skupini za prvaka. A jasno, če bodo želeli ostati v tej skupini zgornjega dela, bodo nujno potrebovali oziroma potrebujejo zmage na teh obračunih proti vsaj na papirju lažjim tekmecem.
v prepovedanem položaju na koncu Ribič. Domači nogometaši si še zaenkrat niso uspeli priigrati nobene nevarnejše priložnosti na tem obračunu, na drugi strani pa Rogaška že kar 2-3 kar lepi situaciji za zadetek, a zaenkrat še vedno izid začetnih 0-0. Ploj. Rešek v bloku na koncu. Pušnik. Prekršek Čučka. Prvi rumeni karton tudi za goste. Minuta sreče, rumeni karton na strani ekipe iz Rogaške. Igralec številka 5 Goran Čuček. Nekaj manjših težav ima sedaj Kapun. Prosti strel za Bistrico bo izvedel Horvat. Lepo je razvidno, da se domačim nikamor ne mudi. Zaenkrat še vedno pri 0-0, ki je zagotovo rezultat, ki prinaša večje veselje v tabor Bistričanov. Napaka Ribiča. Rokavec, Ferčec, vendarle pravočasno Kristl. V tej situaciji pa prekršek Polegeka nad Reškom. Golob. V skoku Rozman. Bračko. V samostojni akciji Bračko, še vedno Bračko. V napad se je vključil Ribič. Ribič. Mirno v obrambi gostje. Prekršek Ferčeca nad Vidmarjem, ki je dobro videl oziroma želel žogo prvotno vrniti vratarju Dabanoviću, a opazil, da Ploj sledi tej situaciji. In na koncu pametno izsilil prekršek. V prepovedanem položaju na koncu Kovačič, ki se je znašel 1-1 z vratarjem Wunderlom. Ta je tudi za vsak slučaj ubranil poskus domačega napadalca. Na koncu out za Bistričane. Za Slovensko Bistrico je pred začetkom tega dvoboja največ minut zbral Jaka Dabanović, vseh 810, na drugem je Amadej Ribič z 805, tretji Bračko, ki jih je zbral 800, Rok Rozman 796, na petem pa Marcel Pušnik z 780. Pri Rogaški pa sta v tej sezoni, kar se tiče seveda pred začetkom tega obračuna, največ minut zbrala vratar Lan Wunderlin
levi bočni nogometaš Mitja Rešek, oba sta jih odigrala 810, na drugem mestu Ivan Tiček 798, tretji Šmigot 777, Ivica Jurkič jih je izbral 720, na petem mestu pa Tim Golob 718. Podaja na levo stran, kjer ima nekaj prostora Kovačič. Še vedno Ribič vrača Bračku, ta pa visoko čez vrata. Lepa situacija je bila to sedaj za domače, nekaj prostora je imel Bračko, a ta na koncu nenatančen. Tokrat nenatančen pri izbijanju Mraz. Horvat. Na koncu out za Rogaško, nekaj nepovezane igre sedaj v teh trenutkih na eni in drugi strani. Presenetljiv rezultat zaenkrat spremljamo v Zrečah, kjer vodijo Dobrovce z 0:1. Horvat, to bi jasno bile zlata vredne 3 točke za Dobrovčane, a veliko še do konca seveda. Kot za Bistrico. Tokrat proti bližnji vratnici. Ferčec in Kapun sta bila v skoku, na koncu do posesti gostje. Slabo je žogo ocenil Horvat, vendarle do nje Ribič mirno vrača Dabanoviću. Nesporazum domačih napadalcev. Zelo se pozna odsotnost vseh treh najboljših strelcev, ki v napadu Bistričani enostavno niso tako nevarni. Ribič, morda pa sedaj pridejo do nevarne situacije, brez prekrška. Vidimo, da na povsem miren način gostje vsaj zaenkrat razrešujejo te zadeve pred svojim kazenskim prostorom. Pavlović. Še vedno Pavlović. Na drugo stran, kjer se v priložnosti oziroma kjer je v dobri situaciji bil Neskič, a le tega je žoga zadela v roko in Tkalčič je zapiskal, prekinil napad gostov. Oster prekršek sedaj gostujočega kapetana, ki je drugi z rumenim kartonom pri Rogaški na tem obračunu. 37. minuta sreče, rumeni karton za ekipo Rogaške, številka 7, Mario Rokavec Mika. Horvat.
tokrat na mestu Zdovc. Ribič. V samostojni akciji Ribič, še vedno Ribič. Uspel je zadržati žogo v igrišču. Na koncu pa brez prekrška, žogo mu je odvzel Rokavec. Bračko, Kovačič, znova Bračko. Pušnik proti oddaljenejši vratnici, pravočasno izvrat Wunderl, ki je imel nekaj malega težav sedaj v teh situacijah. Ribič. Prevrata priložnost sedaj za Bistričane in ostaja 0:0. Nevarno je bilo prvič danes tudi pred vrati gostov in Wunderla je na koncu rešila vratnica. Bistričani sedaj v izdihljajih prvega dela pritiskajo, iščejo vodilen zadetek, na koncu pa nekaj sreče za Rogaško in ostaja 0:0. Veliko prostora imajo sedaj domači. Krenil je Kovačič, v obrambo se je vrnil Golob. V bloku Rokavec. Iz avta sedaj za domače Ribič. Kovačič. Pavlović na koncu uspešnejši od Ribiča, še vedno posesti Pavlović. Zelo močan je na žogi Pavlović, pametno takoj na levo stran proti Neskiču, a Pušnik z dobro obrambno reakcijo. Veliko prostora ima sedaj na desni strani domačini. Na koncu pa Mraz pravočasno. Bistričani so sedaj v teh zadnjih 5 minutah nekoliko prevzeli pobudo, sicer skozi celoten prvi del morda nekoliko nevarnejši gostje, a najlepša priložnost konec koncev vendarle pripada domačim. Še enkrat so imeli domačini lepo priložnost za zaključek, na koncu pa spretnejši gostje. Obležala sta sedaj kar 2 nogometaša Rogaške, Golob in pa številko 5 Čuček. Globinska podaja proti Ribiču. Kovačič, še vedno Kovačič, v bloku na koncu Mraz.
Kar nekaj težav imajo sedaj gostje v teh zadnjih minutah. Bistričani pritiskajo iz minute v minuto. Nov udarec iz kota za domačine, tokrat ga bo izvedel številko 2 Pušnik. Pušnik nevarno, a na koncu brez prave nevarnosti, če lahko tako rečem, za Wunderla. Mirno Kovačič. Žoga znova ostaja v posesti domačinov. Ribič, Bračko, vmešal se je Ferčec, teče 44. minuta prvega polčasa. Prekršek na koncu nad Flojem, storil ga je številko 14 Vidmar. Horvat, Pušnik je iskal Kristla. Rozman je iskal Ribiča, nenatančna podaja centralnega branilca Bistrice, ki je s tem ponudil še zadnjo priložnost v tem prvem delu gostom. Ferčec. Neskič vrača Zdovcu, a pa povsem zgrešeno, nenatančno in gol out za vratarja Dabanoviča. Glavni sodnik Tkačič pa je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmoru odhajata z neodločenih 0-0. Videli smo vratnico, v 40 minuti so stresli domači, drugače pa skozi celoten prvi del bi lahko rekli nekoliko nevarnejši gostje. V zadnjih 10 minutah pa so Bistričani pokazali zobe in si tudi sami priigrali nekaj nevarnih situacij pred vrati Wunderla. Z moje strani je bilo to, kar se tiče prvega polčasa, vse. Hvala za vašo pozornost in naslišanje čez slabih oziroma čez 15 minut.